Pozdravljeni v oddaji Kulturni raport. Danes si bomo ogledali pogovor z Ivo Jevtič, slovensko pesnico, ki je v pogovoru z Diano Pungršič predstavila svojo drugo zbirko pesmi Milost. Poglejmo. Zaključujemo pomladni del naših pogovorov o branju s pesnico. Napisala sem mlado, pa sem bila kritizirana. To je relativno spričo mojih let. Zelo mlado pesnico, Ivo Jevtič, nagrajenko lansko leta za Veronikino nagrado, avtor za 2 pesniških zbirk. Druga je išla v Kopru, pri založbi Rakogled. To je več razlogov, da bi bili praznični, tudi malo bolje obiskani, ampak dobrodošli. Hvala. Diana Pungršič, beseda. Hvala, Jasna. Lep dober večer. Z nami je, skratka, kot rečeno, Iva Jevtič, ki je v mojih očeh seveda v prvi vrsti pesnica, ampak je tudi prevajalka, lahko pa rečemo tudi raziskovalka, verjetno na nek način. Prevajalka strokovnih besedil z področja humanistike, zgodovine, verjetno filozofije, družboslovje tako, ki je študirala večji del, se mi zdi, svoje študijske poti opravila v tujini, v Angliji, ampak... Na Škotskem? Na Škotskem, ja, pardon, ja. Tako. Ampak na koncu pa vseeno doktorat pa opravila v Ljubljani na filozofski fakulteti, in sicer, če je bila prej angleška književnost, študijska smer, pa se je potem doktoratu si se ukvarjala z srednjeveško mistično književnostjo. Ja, čeprav tudi angleško, v bistvu s prvo avtorico, ki je pisala v angleškem jeziku. V angleškem jeziku. Tako da v bistvu je bilo nadaljevanje tega študija. Ja. Tako. No, kar je že samo ta dejstva sama po sebi so, saj meni se zdi kar fascinantna. In so tudi lahko dobro izhodišče za najin pogovor. Ampak še preden bova se dotaknili študija, me zanima, da greva kar k poeziji. Zakaj poezija in kdaj te je poklicala poezija? In seveda si se ukvarjala s književnostjo, ampak verjetno poezija pa je zdaj predmet tako raziskovanja kot snovanja. Ja, v bistvu relativno pozno. To sicer ne vem, danes, ko sem premišljala o tem, je v bistvu tako, če pogledam za nazaj, se mi zdi pot dokaj jasna, tako bom povedala, kjer je avtor, kako se je začel, ampak v bistvu se je začel s prozo, ampak s kratko prozo. Da si jo pisala? Da sem jo pisala in da sem jo večinoma, najbolj obožujem Virginijo Woolf itd., ampak to so vsa taka prozna pisanja, ki so že majno poetična, ampak tako prav kot forma me je najprej pritegnila v bistvu kratka zgodba. Recimo Catherine Mansfield, pa potem Janet Frame. Potem pa v bistvu iz kratke zgodbe v kratko zgodbo. Pol je bila recimo Grace Paley, pa Richard Brautigan. In v bistvu se je vedno bolj krčila ta forma. In zdaj nedavno sem tudi Lydia Davis prevajala. In nekako še vedno zelo, zelo pritegne. In tudi težnost, ta moja prva zbirka je nekako na meji med neko mikroprozo, pa v bistvu ima že elemente poezije. In se spomnim, da je takrat urednica te knjige Stanislava Hrobakova-Repar je rekla, da ona vidi kot moja naslednjo fazo poezijo. Jaz se takrat s tem nisem strinjala, ampak se je izkazalo v bistvu, da je resno. Torej je bila težnost, ki je pesniški prvenec, uradno pesniški prvenec, ga sama celo doživljaš v nekako proznem duhu. Ker to je, če si predstavljate, mogoče pokaževa, čisto formalno, se bomo potem lahko, to je tako, vidite, zdaj govorimo o prozi, ena vrstica, ali pa 2,
Mislim, meni ena absolutno najljubših zgodb je od Richarda Bratigana je Scarlatti Tilt, ne, ki ga bom zdaj prevedla tako zelo nevešče, ampak je točno eno vrstico dolga zgodba in sicer gre nekaj v tem smislu. Težko je živeti z moškim, ki se uči igrati na violino, je rekla, ko je na policiji predala pištolo. In imaš celo zgodbo, mislim, to je skratka. Tako da v bistvu ena vrstica je dovolj, oziroma en stavek je čist dovolj. Za bralce z dovolj dobro domišljijo. Tako. In v bistvu me je ta aspekt vedno zanimal, ta del, ki ga kot bralec zapolniš sam. Apropo tem definicijam, zdaj sem se spomnila na Andreja Blatnika, na njegove ugrize, ki so prav tako, on pa izrecno poudarja, da je to kratka proza, čeprav bi lahko enako definirali jo skoraj kot poezijo, ker je tako kratka, in on poudarja, da je seveda to izključno stvar, kaj je to, ali je to poezija ali proza, stvar avtorja, kako on definira svoje pisanje. Ja, pa stvar, o tem, to je pa ravno Gašper prej omenil, pa stvar recepcije, v bistvu tudi nekega konteksta, v katerem to izide, oziroma neke tradicije. Tako da se mi zdi, da v ameriškem oziroma angleškem kontekstu je to absolutno sprejeto. Mini zgodbe, mini romanje. In ni tako postavljeno pod vprašanje. Je pa res, da tudi, recimo, ravno zdaj, ko sem Lidijo prevajala, da v bistvu, mislim, tudi ona ima že pesmi vmes in tako naprej, tako da težko bi rekel, nek hibrid je. Mene bolj vedno fascinantno, zakaj ljudi tako tangira to, kaj to je, oziroma definicija. Vedno me spomnim na študijska leta, pa na Janka Kosa, ker začela sem tukaj, pa na ono knjižico. Pač v resnici je, mislim, čisto v praktičnih pogledih je pomembno, ampak v resnici pa v osnovi precej nepomembno. Za literarne teoretike je pomembno, za bralsko doživljanje pa verjetno res ne. Ja, verjetno ne. Sem pa hotela še povedati, da v bistvu ena druga pomembna pot v poezijo je bila pa v resnici literarna teorija, in sicer delo Walterja Benjamina, oziroma še bolj pa delo o Walterju Benjaminu, in sicer Sigrid Weigel, ki je napisala eno čudovito knjigo Body and Image Space, kjer govori v bistvu o pisanju v podobah pri Benjaminu, in v bistvu se odmakne od tega, ker mi mislim, da podobo razumemo kot prispodobo, ona se pa v bistvu umakne od tega, in v bistvu s tistim šele sem lahko zares vstopila v svet poezije, in je nekako spremenil perspektivo. Tako. To čisto konkretno, potem se celo ena pesem ima celo naslov Metafora. Se veliko ukvarjaš s tem, kaj je. To je v resnici tudi bil predmet doktorata, ne? Podoba. Pisanje o podobah v srednjeveški mistiki, kar je, se mi zdi zelo aplikabilno, veliko bolj, kot mogoče kakšno sodobno branje, ker to je v bistvu neka predmoderna tradicija branja podobe, skratka podoba kot pisanje. Ampak eno je seveda, vedno je eno teorija, kar te lahko, kar očitno, kot praviš, ti je vzbudilo neko željo po ustvarjanju. Drugo je pa seveda potem konkretna izvedba, konkreten pristop k pisanju. In me zanima, tu sem se spomnila, večkrat se spomnim na Petra Semoliča, ki pravi, da ko sam snuje pesmi, najprej vedno zasliši ritem pesmi, in da je primarno je nek ritmični vzorec, ki ga potem šele napolni, recimo, z neko vsebino. Kako je pa pri tebi potem? Podobno, samo ni toliko jezikovno, skratka ne gre za ritem, ampak je bolj sinestezija, oziroma je bolj vizualna. Recimo pri tej zbirki, pri zadnji zbirki, ki je pač izrazito vizualna,
sem nekako dejansko dobila, recimo, mislim, dobesedno občutek ali prosojnosti, ali da je nekaj gosto. Včasih je zgolj en občutek, včasih so barve. Tako v bistvu najprej dobim nek občutek za pesem in v resnici ne moreš napisati, preden te nekako ne zapolni, potem je pa pač samo pisanje. Tako da težko bi, mislim, s tem, da večinoma sem imela tukaj, sem že izhajala iz podobno. So bile nekako že v moji glavi, tako da je na en način bilo lažje. To zdaj govoriš konkretno za drugo pesniško zbirko Milost. Skratka, in šli sta dve pesniški zbirki, čeprav praviš, da je tale mogoče že malo še prozna, ki sta pa sta pa v resnici kar kontrastni, na nek način kontrastni, na drug način pa se dopolnjujeta. Med njima je dolgo obdobje, res fascinantno dolgo obdobje 18 let. Težnost prvenci še v leta 2005, Milost pa 23. O tem, da je naslov tvori neko celoto, in je poklon Simone Weil. To bova tudi povedali, ampak me najprej predtem zanima, kako sama vidiš razliko med tema dvema knjigama, ker je v težnosti mislim, lahko bi mogoče rekli, prepoznamo Ivo Jevtič, ampak je vseeno precej bolj navzoča neka osebna izpoved, neka zgodba, neka mogoče bolj intimna zgodba, neke izpovedovalke, medtem ko je Milost polna enih pogrezov v neko zgodovino, ali pa neke konkretne, tako kot praviš, podobe ali pa trenutke iz zgodovine, je mogoče v narekovajih razosebljena bolj, ampak hkrati pa še vedno zelo čustvena, tudi zelo nabita z neko izpovedjo hkrati, čeprav ne moramo reči, da je to osebno izpovedna poezija. Jaz čutim posebno ljubezen do prvencev, ker se mi zdi, da so ponavadi intuitivni zelo. In tako da, mislim, na ta odgovor lahko odgovorim na milijon načinov, pa bom najprej tega izbrala, da recimo je ta veliko bolj spontano nastajala oziroma z manj premisleka mogoče kakor druga zbirka. In da v bistvu tukaj nisem bistveno problematizirala, kako govorim oziroma s katerega stališča govorim, ampak bolj to, o čem govorim. Medtem ko v drugi zbirki pač to že počnem, sicer pa 18 let je dovolj, da se veliko stvari odvrti, med drugim nek poskus akademske kariere, tako mislim, se nekako še živi z zadnjimi izdihi, ampak tako recimo, da propadal, vsaj v tem smislu nekega osebnega projekta, tako kot si ga. Pa pač potem tudi kakšna družinska izguba in tako naprej. Skratka, v bistvu je celo življenje vmes, tako da težko sploh o sebi premišljujem kot v isti osebi, čeprav mislim, to so tako kot ta stara vprašanja, zakaj si ti še vedno ti, In pač Gertrude Stein ima en lep stavek, ki pravi, I am I because my dog knows me, Jaz sem jaz, ker me pes prepozna, in včasih je res tako, Tako da tudi med tema zbirkama je mogoče to. To pesem moramo potem prebrati, ker je ena tudi zelo lepa pesem, ki je prav opazil v smrčku. Zdaj pa, brez osebnost mogoče, v bistvu v vmesnem času, tako, ko berem stvari, me včasih moti ta lahkotnost, s katero jaz nastopa v recimo poeziji in tako naprej. Tako se pojavna, tam ga vidiš na strani in je tako, neka Atena iz Zeusove glave, ready-made tam je in potem premišljuje. In se mi zdi to na nek način nek modus izgovorjave, ki mi je tuj. V bistvu težko pridem do tega jaza in zdelo se mi je, da bi bilo to mogoče treba upoštevati.
Pa to ne gre samo za pisanje, se mi zdi, da pač imamo, pač mislim, da je to bolj tako tudi psihološka danost, pa tudi družbena, ne? Tako, koliko lahko iz enega integriranega jaza nastopaš, pa tako z neko avtoriteto in tako naprej. V bistvu meni to na nek način je tuje, pa se ne moram odločiti, da je problem ali ni, a ne, pač, pa bi si morala prizadevati v to smer ali ne, ampak sem se pač odločila, da pač upoštevam to resničnost pri sebi in pišem iz neke druge pozicije. No, tako. Ampak v prvencu je pa ta jaz, seveda se ni ves čas navzoč, ker je veliko teh drobcev, teh pesniških drobcev, tudi zelo liričnih, celo takih transcendentnih, takih, tudi v bistvu nastopajo v obliki podob, pesmi, ampak ja, prebija pa se je moral nekako mogoče vzpostaviti, jaz se je moral vseeno skozi, da je bilo to potem oddelano in zdaj je pa prostor za raziskovanje, tudi mogoče na ta način. Da je vseeno moral se potrditi, ta glas na tak način. Mislim, to je pa zanimivo vprašanje. Skratka, da je ta zbirka omogočila, da možno. Mogoče res, ja. Zelo dober uvid. Ja, ker je, recimo, ravno sem pred kratkim delala intervju z Ano Svetel, ki pa in sem jo ravno tudi to vprašala, ker je doživela v svojem pesniškem razvoju podoben lok. Je šla od neke osebne izpovedi v raziskovanje drugačnih pesniških form, tudi teh manj, recimo nekih duhovnih mogoče celo razsežnosti raziskovanja drugih prostorov. No in ona pa sama poudarja, da se ji zdi to tako rekoč dolžnost, oziroma bi se je zdelo kot neka ustvarjalna lenoba, če bi ostala samo pri tem, da je to zelo enostavno, da je to zelo preveč preprosto, samo pač izlit na papir, kar ti leži na duši, ampak da nekako iščeš nove načine. Ja, mislim, ta spontanost je treba postaviti pod vprašanje. Mislim, zdi se mi to veliko vprašanje, kako prideš do tega jaza izrekanja, ker mislim, da ta jaz ni samoumeven. In še posebej za recimo kakšne deprivilegirane ali pa marginalizirane skupine. Ženske, pač avtorice, če se z njimi pogovarjaš, je ponavadi cela drama, preden prideš do tega, da lahko sploh tako nastopaš. Tako da, ja, to se mi zdi se mi tako malo rokohitrstvo, v bistvu, da se ta jaz nekako pojavi, ne da bi se premišljali, kako, oziroma ne da tekst sam premišljuje, kako je do njega prišlo. Je pa seveda, mislim, poeziji in poetiki je toliko, da pač težko kakorkoli posplošiš. Jaz pač lahko samo o svoji ironično oziroma osebni izkušnji govorim. No, ampak je zelo, je pregneteno, saj tudi prvenec, obe knjigi sta zelo pregneteni, nimamo občutka, da beremo zdaj neke zelo naše so lahko te pesmi v tem smislu. No, ampak, pardon. Ne, to sem hotela reči, da me je pri tej zbirki presenetilo, ker sem videla, da je malo na nek način abstraktno branje, da je bila ljudem tako blizu. Mislim, če lahko posplošim. Ampak tako, da je bil nek odziv, ki ga nisem pričakovala. Ja, zdaj smo tako že začeli, mislim, da bi bilo mogoče dobro, da preberemo kakšno pesem, pa bomo potem pojasnili naslova. Ampak najprej da dobimo malo občutka, o čem se sploh pogovarjamo, ko se pogovarjamo o milosti. Ja, ni tako zelo milostno. Bom pa ostala, če lahko. Ja, seveda. In lahko pa tudi narediš kaj uvoda, oziroma poveš, zakaj si izbrala te pesmi? Ali pa občutek? Mislim, to so nekako pesmi, v bistvu, ki se mi zdi, da so najbolj reprezentativne, ko smo tematizirali to brezosebnost ali pa neosebnostno in ki najbolj učinkovito nastopajo kot ene podobe ali pa slike celo. Tako v bistvu tako so mi izbrali.
Strelec. Zgoščeno konico puščice ne spusti tetive. Z napetim lokom meri na manjkajoči kos tapiserije, ki naj bi slikal zmagoslavje po končani bitki, kakor je, pa kaže zgolj pokol. Zmanjkalo mu je niti, ne vidi konca. Pozabil je, kako je bilo, še preden je izginil čas in je obstal po krajini, v kateri se ne da nikomur približati in ničemur odmakniti, kjer vso pot opravi svetloba. Stolpi. Za vsak pogoj je predpogoj, pred vsako izgubo še dodatna, stara. Na razvalinah prejšnjih gradimo nove žalosti, zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača, kruh in kamen in solze so po spominu. Z naših stolpov vidimo požare in sovražnike na hitrih konjih. Puščice. Vse kontinente so odkrivali horizontalno, vse poti odmerili glede na oddaljenost obzorja. Preslikali so vertikale ven v roj gorečih puščic, kjer besede dosežejo pomen, so pogorišča. Pa mogoče še ta, ki smo jo prej omenili, metafora. Bolečino opišemo z orodjem, ki nam jo nanaša, ostra kot rezilo, topa kot udarec. Falaris tiran je kaznjence usmrtil v drobovju bronastega bika, pod katerim so prižgali ogenj. Namesto krikov se je slišalo iz gobca blejanje goveda, rukanje namesto razbeljene resnice. Ja, kot smo videli, je bilo v teh pesmih tudi kar nekaj težnosti. A ne? Mi je pričakoval, da bo naslov tudi, ne? Da je pravzaprav ni tako daleč milost od težnosti, ne? In je v resnici sta zbirki, lahko rečemo, nek poklon tudi Simone Weil, ki ima knjigo, zbirko esejev, filozofskih premišljevanj, težnost in milost, in me zanima, kakšen vpliv je imela ona. Neka zelo, vse verjetno poznate Simone Weil, kar taka radikalna osebnost, ki je imela močna, tako marksistična stališča, kot recimo neke religiozne doživljanje. Ja, to je poklon, v bistvu je imela zelo velik vtis name in naredila v mojih 20-ih. In sem to je bila tako prebirala in jo vedno znova prebirala. Težnost in milost pa v bistvu v angleščino je bila prevedena še ena zbirka Waiting on God. Tako da me je v bistvu predvsem ta aspekt takrat meni še tako družben, recimo ta modus, ki ga je pač tudi seveda imela. Kot aktivistka. Ja, pač imela zelo nenavadno življenje. Ja, pač ona ima te dve sili, pravi, da v bistvu človeškemu svetu vladata sili težnosti, sila težnosti in sila milosti. Sila težnosti je tista, ki nas vleče navzdol, skratka vse tisto, kar je mogoče slabo, kar nas teži, in sila milosti je tista, ki nas odrešuje oziroma ki dovoli vstop nečesa drugega v naše življenje, s tem, da milost v bistvu ima, vsaj meni je tako neka dvojnost tukaj, ker v bistvu milost seveda ni odvisna od nas, ampak od Boga. Skratka, po njenem. Skratka, milost ne vstopa prek naše dejavnosti, je ne moreš nekako priklicati, ampak hkrati pa govorijo o pomenu pozornosti, o tem, da v bistvu ti lahko v sebi pripraviš ta prostor, da milost vstopi. In vem, da na nek način, vem tudi, da so jo
so rekli zanje, da je manihejka, ne, da ima ta kontrast med dobrim in zlim. Mene je presunila ta njena brezkompromisnost in pač zelo lepa mi je bila tudi misel, da pač verjeti v Boga, kot da ga ne bi bilo. Ne. Skratka, na nek način ima en tak zelo absoluten pristop k življenju, ki pa je seveda tudi moteč. Sej, ko bereš njene knjige, te ravno ta brezkompromisnost včasih tudi zmoti. In včasih premišljam, kakšno bi bilo njeno življenje, ko bi dlje živela in kaj bi se s njim zgodilo. In če ni ravno zaradi tega mogoče tudi, mislim, tako, relativno mlada umrla. Hitro, tako, ja. Tako da to je bil poklon temu, če je že težnost, pa naj bo tudi milost. En prijatelj je zelo zlobno pripomnil, da zdaj 3. zbirka bo in, a ne? Kar še manjkajo od naslova. Skratka, seveda, ko stvari delaš, to je bilo veliko manj premišljeno, kot zdaj tako nekako izpade, a ne? Skratka, v bistvu sem naredila neko celoto iz tega in tudi, mislim, jo čutim kot celoto. Recimo, da od te do te zbirke, da je bila eno obdobje, ki sem jo s to zbirko zaključila, a ne? Je pa bilo to v veliki meri spontano. Tako da težko bi rekla, da sem se usedla, premišljevala Simone Weil, pa potem se odločila. Tako, koliko so bile pa potem spontane te podobe, ki so se upletle v posamezno pesem? Ker to je kar nekaj, ne, tako kot smo tega Tirana videli, ne, veliko konkretnosti nekih zgodovinskih, recimo prizorov, dejstev, dogajanja, pregnetenih potem v pesem. In seveda verjamem, da ne po naključju. To so zgodbe lahko rečemo nekih pritiskih, tako kot nekih težnostih tega sveta, ne, in bolečini tudi dosti. Ne, ampak hkrati pa tudi ves čas iskanje neke svobode, neke lepote, tudi presežnosti. Ja, zdaj, odkot te podobe, v bistvu vmes je še ena knjiga, to je moj doktorat, ne? In v bistvu, se pravi, to je šlo leta 2008-2009, se mi zdi, tudi pri Apokalipsi. In v času pisanja tega doktorata pač je veliko materijala, ki ga ne moreš uporabiti, ker pač ne paše v ta strogo akademski kontekst, ampak so presunljive podobe, ki so ostale z mano. In potem tudi ob drugem prebiranju sem jih pač nekako posvojila in usvojila. In v nekem trenutku, ko sem brala Zebalda, Saturnove prstane, se mi zdi neverjetna knjiga, sem premišljala, kako bi lahko nekaj esejskega vpeljal v poezijo, ampak da ne greš pač v širino, skratka, da greš v drugo smer, da greš v neki zjedrenost, tako. Tako da te podobe nisem jih specifično iskala, so bile že tam. Imela sem prav seznam stvari, ki jih želim, s tem, da kakšne, mogoče ene ali pa dveh, da nisem zmogla oziroma nekako znala, pač nekako se niso išle, drugače pa so, ne? Zdaj pa se pa vprašam. Zdaj pa tematsko, ne, kako so se pa potem vklople, ne, ker eno je podoba, ne, drugo je pa potem, kakšno tematiko hočeš razviti. Hkrati je skoraj nedeljivo, ne, mogoče recimo zdaj sem se na Funny Pony, ne, zadnja. Pony Fantasy. Pony Fantasy, spomnila, ne. Da je neka figura, nek motiv, ki ga pa potem lahko različno zapelješ. Pony Fantasy je pač čudovit zaključek v tem smislu, da to je pa, ko imaš v bistvu neko sled branj za sabo. Zebald, potem sem brala Marka Fisherja, ki je rekel, da Zebald, da ne, da to je že tako, da mogoče boljš Richard Mabey, on je v bistvu piše o naravi, piše, angliški pisatelj. Potem sem šla Richarda Mabeya brati, on je pisal
o tem, kako so te konje, te v bistvu prakonje spet nekje v Angliji, ne vem točno kje, na katerem področju, so jih pač nekako spet spustili v divjino, ne, in kako tam živijo in tako naprej. Potem sem začela raziskovati zgodbo tega Tarpana, prakonja. In polni fantazije pa zato, ker to je bila v bistvu zadnja nekak pesem, ki je nikakor nisem mogla dokončati. Začela sem že, potem se pa ni dokončala, ne? Ker smo rekli prej, da imaš nek občutek, ampak v bistvu je ne moreš prisiliti te podobe, da gre po tvoje, ne? Ampak nekako moraš počakati, da se razplete, ima neko svojo notranjo logiko. In sem šla na sprehod in je v bistvu nasprot pripeljal tovornjak, na katerem je pisal polni fantasy. In potem sem vedela, da jo zdaj lahko napišem. Nisem vedela, kako bo, ampak vedela sem, da to je pa to. Ne? In sem šla domov, naslov je bil polni fantasy in sem jo napisala do konca. Ne? Tako da to so te sinhronicitete, ne? Ki se ti potem začnejo dogajati, ko si globoko v procesu. Ne? In to lahko zbanaliziramo, zdaj sicer pesem, ne, da je pesem, ki govori ravno o domišljiji, ne, moči domišljije in svobodi in temu, da ne moreš se ukviriti, ne, oziroma da svoboda rabi. Pač imela sem to podobo konja, ki teče čez rob strani. Ne. Zdaj pa kako se in v bistvu je na nek način zrcali podobo konjev, ki padajo v prepad, pa to je pa nažalost resnična zgodba, ne? To je zgodovinsko dejstvo, ki je pa tudi v eni zelo zanimivi knjigi. Mislim, da je celo prevedena. Jaz sem v angliščini brala Animals in the Third Reich, ne? Ampak v bistvu govorijo o odnosu do živali v Nemčiji, med drugo svetovno vojno, in je pač ta podoba teh konjev, ki so jih na Krimu raje ubili, kakor pa da bi jih prepustili sovražniku. Tako da je nekako, čeprav seveda to ni tako, da so se zdaj bom pa imela nasprotno podobo tega in tako naprej, pač dobiš nekako se je neka notranja logika pisanja in potem se nekako skladajo te stvari. No. Kako se pa knjiga kot celota zloži? Knjiga kot celota, to je bil pa na začetku malo problem. Nisem bila čisto gotova, v kakšnem vrstnem redu, kako postaviti stvari. Ker pri prvi zbirki je v veliki meri to Stankino delo. Tako da se mi zdi, da je razporedila urednica. In glede na neko vizualnost te zbirke, ne, se zdaj nekaj časa že minilo, ampak vem, da sem v dvojicah postavljala dve podobo, sorodno podobo, ne. Potem je bil pa tudi nek lok iz recimo neke recimo brezosebnosti ali pa zgodovinskosti v neko dvojino, pa potem v neko ednino. No, tako da sem malo nekako tudi tako zložila stvari, tako da imeli nek notranji lok. No. Ampak tako tematsko so se pa zgodbe nabirale, oziroma zgodbe pesmi, so se verjetno porajale to, kar je v človeku, kar ga nekako vznemirja. V bistvu mi je všeč, da si prej omenila čustvenost, ker je človek rekel, ampak to je absolutno tako šturm in drag, ampak je malo skrit, v neko zelo tako klasično obliko. In v bistvu sem želela sem, mislim tudi to, kar rečeš, ko si omenila, kako se ti pač podoba oziroma kako se ti pesem zastavi, vedela sem, da želim napisati nekaj zelo klasično lepega, tako, da je lepo videti. Mislim, kar je v bistvu tako dosti predmodern nekak pristop k celi zadevi. In se izogniti rimi. Ker tudi ni nujno. Mislim, se v bistvu zdaj se mučam z nekim pisanjem, kjer se pa ta tako zelo spontano dogaja in me prav zmota. Potem moraš misliti, to je preveč na prvo žogo, pa moraš malo razstaviti stvari. Nisem se nekaj bistveno izogibala rimi. Mislim, čeprav
tudi glede same podobe pesmi nisem čisto dobro vedela, pa če sem jih v bistvu že pisala poravnano, potem sem v enem trenutku... Pokaževa. Ker so tako lepo oblikovane v take kvadratke, pesmi. Takole, vsaka, tako, jaz sem jih doživljala kot preprogice. In sicer tako znotranjo celo raztrganino. Lahko gre okrog, ker ima vsak tako naključno, v nekem ali pa ne naključno. Se ne vem, Ni bilo naključno. Mislim, bilo je naključno in ne naključno. Se kakšna vrstica, kakšna beseda se malo razpre, in je tako, kot da je ena raztrganina notri, tako, izjemno domišljeno. Celotna zbirka je oblikovana minimalistično in tako res domišljeno. No, skratka, v bistvu so nastajale poravnano. Potem si mi enem trenutku zdel, da je to preveč arbitrarno. Mislim, kako ne vem, kje se konča, začne, a ne. In sem pač potem celo zbirko razstavila na verze, pa nekako spet ni funkcioniral. Potem sem jo dala nazaj. Potem sva govorila z Ireno Gubanc, en ameriški pisatelj Kenneth Patchen, recimo v svojih romanih ima tako včasih recimo en tekst, pa se kar v okvirčku, v okviranje in pač grejo besede do roba. In s tem on je bil izrazito pač vizualen tip, tudi pač majhne skulpturice delo in imel tudi vizualne pesmi. In tukaj sem začutila neko sorodnost in potem sem pač Ireni Gubanc, ki je oblikovala knjigo, pokazala to, samo rekla nekaj tacka, da pač deluje kot slika, dobesedno kot slika, ampak mogoče brez okvira, ker to je pa vsem bi bilo pretiravano, izgleda kot neka usmrtnica. In pač želela sem, da je pač veliko prostora okoli in želela sem, da je zbirka minimalistična in bela. To je bilo vse. In vse drugo je pa Irenino delo, ki se mi zdi je briljantno. Vmes so bili trenutki dvoma, velikega dvoma, zato ker sem v bistvu pozabila. Pozabila sem, da pač, če bo tekst poravnan, da bo nekje vmes v tekstu, da bodo morale ene besede biti malo razklenjene, v smislu, da bodo neki prostori vmes. In to me je na začetku zelo zmotilo. Ampak pa sem pomislila, če se to že mora zgoditi, sem vprašala, a se lahko naredi tako, da je pač tam, kjer jaz to želim. In je bilo rečeno, da in potem sem v bistvu lahko še eno dimenzijo noter vpeljala. Tako da sem lahko recimo poudarila, v enih zgodbah sem poudarila barvo. Recimo tukaj pri stolpih pa mislim, da sem poudarila gibanje, so hitri konji, tako pač lahko si en element pesmi. Ker absolutno pritegne pozornost, ker je neka grafična razlika. Potem me je skrbel, to me pač Irena pripričala, da ne vztrajam, ker v enem trenutku mi je bilo vse preveč, sem rekla, ne vem, če to okej, pa to bo ljudi motil, ki berejo. Jaz sem drugače zelo klasično, ne maram nekih velikih eksperimentov s tekstom, tudi ne maram, če je tisk druge barve. Pač zelo pozorna sem na to, kako bi rekla, telesno dimenzijo oziroma materialno dimenzijo branja. In sem pomislila, pa to bo ljudi zmotil, ne vem, če to okej. Pa je rekla, to so tako kratki teksti, da to sploh ni nobenega problema, bodo lahko šli še enkrat prebrati. Tako da v enem trenutku sem se tudi malo prepustila in bila pač kar zavestna odločitev, da pač si ve, kaj dela. Ampak tako, zelo vesela, da sem, ker je pač knjiga čudovita. In mislim, da je velik del tega, da je ljudem všeč, saj tistim, kaj jim je tudi ta razsežnost. Mislim, je gotovo pesmi so krasne. Ne, se razumem, ampak pač vem, da je tudi to absolutno neka dodana vrednost, oziroma da zaokrož to zbirko. In prvič, ko sem jo dobila v roke, mislim, se dobiš ti PDF, pa tako naprej sem pač ne, ko sem jo dobila v roke, sem bila tako, wow. Tako lepo je naredila, da ne vem, še zdaj čisto srečna. Ker se mi zdi, da se pri nas v bistvu premalo pozornosti temu paratekstu oziroma
posvečal, od spremne besede do tega, kam je umeščen, mislim, seveda se mi zdi, da pač Gašperjeva založba, da kot zrakogled, da veliko pozornosti temu posvečajo. Pri nekaterih se mi pa zdi, da ravno nasprotno, ne? Kar je problematično, ker to v okvir tvojo izkušnjo branja. In se spomnim, da pri zbirki pri Barbarini zbirki Barbare Korune, Ostrina Miline, je bilo grozno. V resnici meni pač v bistvu so neko tam vijolično, rozasto neko ženska pisala. Skratka, pač naredili so nekaj iz tiste zbirke, kar se mi ni zdel v sozvočju samim besedilom. Je pa res tudi, da se veliko eksperimentira, da iščejo pesniki nek svojo specifiko, ne, tudi formalno, in da je v resnici težko priti do tako neke prepričljive oblike, in ne da bi bilo to že videno, recimo, ne. Se mi zdi to nekaj tako izvirnega, da je tudi zaradi tega tako, Jaz ne vem, če to ni neka, tudi, mislim, se to vsi pravijo, da imajo obsesivno-kompulzivno motnjo, ampak jaz pač enostavno imam rada poravnan tekst, pač zelo vizualno rada imam tekst, kjer je veliko prostora not, tako da pač me maram, oziroma če je že nek blok pisanja, mora to biti z namenom. Skratka, rada se vizualno znajdem v tekstu, tako še v bistvu še preden ga začneš zares brati, tako da na nek način je, mislim, malo je bilo tudi iz tega, nisem iskala neke formalne inovacije, ni bilo tako, v bistvu je bolj šlo za to, da se je morala vsebina, ki deluje kot neka slika, da je morala najti formo, ki tudi deluje kot slika. Ja, prej si omenjala telo knjige, ne? Ampak telo je pa tudi predmet pravzaprav tvojega pesniškega raziskovanja. Si smo tudi slišali, ne? Kakšno pesem, kako se pa telo zdaj vpleta v tvoje razmišljanje, no? Tudi o svetu. Kar je mogoče res tudi povezano, ne, s to težnostjo, s tem, da smo nekako prizemljeni v tukaj in zdaj s telesom. V bistvu zdaj to prva asociacija, pa bom s tem začela, sem pa vrnila nazaj, ampak en članek pisala pred leti o Ankren Vise, to je eno tak puščavniški priročnik, ki je v bistvu bil namenjen puščavnicam, skratka ženskam. In v tem priročniku, ki govori, kako moliti, kako organizirati svojo nabožnost, je veliko prispodob s pticami. Od takih zelo klepetavih ptic, tega seveda puščavnica ne sme biti klepetava ptica, pač se mora zapreti, do nekih ptic, ki letajo po zraku, in v bistvu gre za to, da duša, ko postaja lažje, vedno bolj podobna ptici itd. Skratka, ko si omenila, da pritiska na nas telesnost, ampak je hkrati tudi ene vrste odrešitev v telesnosti, ker se mi zdi, da je to neka snov, ki jo skozi katero nas najbolj neposredno se nas družbeno dotakne, ampak ki je tudi v bistvu, to je seveda vprašljivo, ampak se ne da zvesti na nekaj čist družbenega. Vsaj tako bi rekla, zdaj pač ne, seveda so pa tukaj tudi razredne dimenzije in tako naprej, verjetno, če delaš v tovarni, se da, tako hočem reči, ni tako, da ne razumem tudi teh dimenzij. In prej, ko smo govorili o jazu, o tem pisanju iz jaza, v bistvu se mi zdi, da jaz v bistvu tako čisto psihološko, če gledaš tako, če premišljujem o sebi, se mi zdi, da iz nekih izkušenj, ki so mogoče še pred nastopom jaza, ki so res, ko smo še čist smičkani, ki v bistvu ne moreš še nekako konceptualizirati izkušnje,
in jo doživljaš samo kot neposredno čustveno oziroma fizično izkušnjo, da v bistvu lahko včasih prikličem te stvari, lahko jih začutim in včasih tudi sem zavestno recimo iz enega občutka izhajala, tako tatka, da sem ga nekako priklicala, podoživela v telesu in potem skozi to opisala. Je pa to stvar, mislim, to pač skozi leta terapije, tako bom rekla, prideš tudi do tega, da mogoče lahko kdaj osvobodiš se skozi telo. Ja, seveda vse to niso, kako bi rekla, to niso dokončne osvoboditve. To je tako vprašanje, ali je nirvana zavedno, ali jo lahko večkrat doživiš, ali je postopne. Ampak ja, pač se mi zdi, da v resnici, ko sprostiš eno napetost v sebe, je to ponovadi tudi fizičen občutek, čist telesen, ne gre samo za intelektualen občutek. Niti ne čustveno. In ti trenutki svobode, če želimo imeti to dihotomijo med svobodo, pa se mi zdi, da se dogajajo čist na tej ravni, mogoče na neki čist predkonceptualni ravni. Kako se pa potem vse skupaj v to zgodbo, pa te koncepte vpleta neka komunikacija z družbo, ker vendarle se mi zdi, da je pa vseeno, da so te pesmi en tak ošvrk, vendarle tudi nekega dogajanja, ravno zaradi tega sem omenjala, da neka stiska, ki jo doživlja telo, ki prihaja od zunaj, dosti krat, neka utesnjenost in išče potem telo osvoboditev. In da je lahko beremo te pesmi, lahko beremo tudi kot nek komentar. Seveda, ne konkretno ne konkretno neko zdaj aktualno dogajanje, ampak kljub samo. Sem jaz jo doživljala tudi kot odziv na ja, seveda, in je bila usmerjena v aktualnost, četudi je snov čist zgodovinska. Vse v tem je čar, v bistvu to je dosti tak zahodno imaginarij, ampak pa se mi zdi kar splošno. Tako ni, se mi zdi, da ne rabiš imeti neke, ne vem, kakšne izobrazbe, da bi lahko razumel te podobe na eni ravni. In ja, to so v bistvu vse stvari, mislim, recimo na nek način se dotaknem kolonializma in to so vse stvari, ki nas še zadevajo. In to na eni taki globoki, najbolj psihološki ravni. Tako da v tem smislu so definitivno bile mišljene aktualno, čeprav po drugi strani je pa to tudi neko breme tega, da se vedno v obzorju družbenega izrekaš. In ravno en dan sem brala, da je Valerij, ne vem, če to nisem brala njega, ampak o njem, da je pač sanjal o absolutni poeziji, taka, ki bi bila brez bralca, taka, kjer ni obzorja bralca. In ja, mislim, to bi bilo čudovito pisati, sam ne vem, pač cela moja izobrazba gre proti temu, ampak verjetno je to ena napetost, ki čutim, ki bi jo rada nekako razrešila, pa se mi zdi, da je vedno težje, ker se mi zdi. No, vse veš, to je zdaj, kakšno zdaj sledi vprašanje, kakšen je namen poezije, ali kje deluje poezija, kako deluje, kako na tebe deluje, kako misliš, da deluje v družbi, ali ima kakšno družbeno moč, ima kakšno, ne vem, terapevtsko moč, ali ima kakšno, mislim, kje je njena? Pač jaz zdaj trenutno tudi honorarno učim na fakulteti, na ekonomski fakulteti, in pač delam z mladimi. Absolutno lahko rečem, da pač mladi ne berejo več, pa ne govorim tega iz nekega tako moralistično. Na nek način smo mi, mislim, verjamem tudi, da bojo vedno ljudje, ki bodo brali, to sploh ni vprašanje, ampak to ni nek. To je mogoče samo neko prepričanje znotraj skupine, da ti ne vem, kaj delaš s tem, ko to pišeš, v bistvu bolj ali manj ne delaš veliko, oziroma Mark Fisher je celo rekel, da zdaj smo
post-literate society, da smo v postpismeni družbi, ne, kjer je pač glavna figura v bistvu dislektik, ki v bistvu ne rabi brati, mora samo podobe znati brati. Ne. Tako da, mislim, če ima, ne vem kakšen namen, ima pomen, no, ne vem pa, če ima nek namen. Je pa seveda res, da je pač, kot rečeno, poetik in poeziji velika, ne? Tako da seveda lahko nastopa tudi zelo drugače, ne? Se ravno prej smo govorili o LGBT večerih in tako naprej, pač ima znotraj določenih skupin drugačne funkcije in verjetno tudi individualno, ne? Pač za vsakega posameznika. Ampak neko revolucionarnost, tukaj pa neko moči pripisovati, ki je nima, si mi ne zdi smiselno, ne, tako. Ampak je še kar tu, ne? Je še kar tu, ampak zahteva izobrazbo, tudi to je, ne, v bistvu zahteva to, da se jo učiš brati in da pač tako, ker se učiš pisati, ne. Tako da družbeno se mi zdi, da, mislim, je vprašanje, kako bo šlo naprej, ne, tako. Ampak to niti niso neka vprašanja, mislim, so pa niso, ne. Pač, ampak kako je za ustvarjalca, če se zaveda, da ustvarja nekaj, kar ima težo v družbi, ali pa da ustvarja nekaj, kar bo mogoče pač naletelo na gluha ušesa, po domače rečeno, ali pa ne bo odziva. A je ta misel težka? Seveda, da je, zato ker pač smo vsi ljudje, ampak tako nekako, če živiš na dveh ravneh, recimo neki absolutni pa neki relativni, na absolutni si prizadevaš, ne, ki Simone Weil je rekla, ne, verjeti, ne da bi bil, verjeti brez Boga, ne, tako, in pač delati stvari, zato ker so same po sebi smiselne, pač v relativni pa v bistvu si pa soočen s tem, da v bistvu težko živiš od tega. Glede recepcije sem jaz imela vedno neverjetno srečo, že s prvo zbirko in sem se vedno nekako znašla v zelo podpornih okoljih, tudi Gašperjeva založba se mi zdi v tem smislu tako kar fenomen. Tako da tukaj težko rečem, da sem se kdajkoli počutila izključeno ali pa nepriznano. Ne? Splošno gledano, pa tudi, mislim, ne si moja druga izobrazba, da je bil doktorat iz srednjeveške mistike še večja zastranitev, tako da težko rečem, da je bilo pač karkoli tega kadarkoli zelo premišljeno oziroma uporabno. Ne, tako. Ja, zdaj me seveda zanima še, kar je tudi s Simone Weil povezano. Ne? Na eni strani so se zdaj dotaknili te angažiranosti, družbene angažiranosti, ne? Na drugi strani pa to, kar ves čas že malo tudi omenjaš, ne? Mistike, religioznosti, Boga, transcendence. Ne? Očitno te teme zanimajo, jih raziskuješ in jih seveda tudi obravnavaš v pesmih. Nekako se mi zdi, da iščejo pesmi neko. Ja, nekaj to, kar si tudi prej rekla, da je milost to, da lahko nekaj se razodene na nek drugačen način znotraj bivanja. No, kako pa sama doživljaš v resnici? Ja, zdaj... to neko religioznostno bivanje. To je bilo veliko vprašanje, predvsem, ko sem bila še mlajša. Zdaj se mi zdi, da je nekako... ne bom rekla presnovljeno, no, ampak čutim neko spremembo. Ja, me je zelo tangirali in zanimali, še posebej ta diskrepanca med organizirano religioznostjo, pa med ki roko na srce, no, ni ravno najbolj prijetna, ne, tako nujno. Mislim, tudi ta izkušnja seveda je mnogoplastna, ne, seveda pač ne bi, ampak znotraj cerkve so vedno obstajali ljudi, ki so upravičili njeno pač to sporočilo, ne? Seveda kot sama institucija je pa absolutno tudi zelo negativno funkcionirala, ne? Ampak nikoli me ni v bistvu toliko zanimal ta institucionalen del, ampak v bistvu bolj ljudje, ki so znotraj tega nekako speli neko dost
antiinstitucionalno sporočilo nekako podati. In v bistvu sem se ukvarjala z Julijano iz Norviča, ki je bila puščavnica. Skratka, zanimivo je, da je v določenem času obstajal okvir, v katerem so lahko relativno heterodoksne stvari ljudje govorili in da je infrastruktura obstajala, ki je to omogočala. Ne? Mislim, seveda so morali paziti in tako naprej. Potem sem pa tudi o Margareti Porecki oziroma Margareti Porete, njo so pa zažgala, ne? Tako je pač nekak drug vidik tega. Ne? In v bistvu me je ta maja nekako vedno zanimala. Tako da, kaj se je pa s tem zgodilo, v bistvu, v bistvu sem mogoče zelo dobesedno začela premišljati o temu, da verjameš brez vere, mislim brez Boga, tako da sem nekako tako neformalno v nobenem smislu, ampak recimo do neke budistične misli prišla tako, recimo. No. Zelo nasplošno, ker sem pač laik in tega nimam pač to, kakor vem o tem, ne? Pa si predstavljam, da vem malo. Ampak tako. Je pa to del mojega življenja, sicer pa o tem ne govorim veliko, zato ker pri nas, v slovenskem kontekstu je to tako obremenjen z nekimi konotacijami, da pač mislim, nima smisla o tem. In je bil eden velikih problemov tudi to, ker se me ne da umestiti nikamor čisto lepo v tem smislu, ampak okej. Ja, ampak zdaj me je prešinil Kocbek, ne? Vedno je problem, seveda, ne? Lahko, ne? No, ampak mogoče je dober most zdaj tu narediti na humor, ne? Ki se mi zdi, da je pa ena res tudi zelo lepa kvaliteta te poezije, ne? Ki je že prisoten, seveda, tudi v težnosti, ne? In da ga je zelo malo v naši poeziji, ampak da kljub vsem tem, kar so zdaj predstavili, ne, vse te teme, težke lahko, ne, tudi mistične teme, ne, ampak se pa vplete zelo veliko humorja. Ja, to pa je nek spontan, to pa se lahko pripiše moje osebnosti, čisto v smislu in družini, ne, mislim, neka grozna melanholija z občutkom za ironijo, ne, tako, ampak to je pa v bistvu zelo nekako, sploh verjetno ne gre za nekaj, da je to nek način, da je v neki disfunkcionalni družini to mogoče način komunikacije, ne, ampak pač je definitivno sem s tem nekako odraščala in tudi pač sem se spomnila, ko si pač omenila to, sem se spomnila, mislim, pač velikrat premišljujem pač v podobah, ne, bila tako asociacija, sem enkrat očetu razlagala, naj Marta Argerich, slavna pianistka, ne, in sem spoznala sem nekoga, ki je čuval mačko od hčerke od Marte Argerich. Potem se mi je zdelo to neverjetno, zdelo se mi je wow, ne, tako približala sem se in potem sem šla očetu to povedati. In je on rekel, da poslušaj to, ne, jaz sem pa spoznal nekoga, ki pozna miš, ki je preganjala mačka. Nič več. Pač še posebej oče je imel to pač tak nek občutek za absurdno, ne? In to je nekako bil vedno del neke družinske zgodbe in se verjetno pozna, ne? Sej je nek način odmika od sebe in se mi zdi dosti nenavadno, če tega ljudje nimajo, tega nekakor, tako, sem se morala naučiti, da moraš paziti, ne? Tako da to ni samoumevno, tako. Ja, čudovito, no. Jaz sem zelo hvaležna za to poezijo, ker se mi zdi izjemna, obe zbirki, in čestitam res tudi za nagrado in za ustvarjanje. In mogoče, preden damo še besedo vam, bi mogoče še kakšno pesem prebrali, a bi? Lahko pa tudi iz težnosti, če je slučajno zdaj. V težnosti pa nisem že dolgo, ampak lahko. Ker smo govorili vendarle tudi o težnosti. No. Recimo eno. A se mogoče je to pred vprašanje,
se še vedno lahko poistovetiš? Da je Kako bi rekla, poistovetim? Ja, mislim, je to zgodovina, mislim, tudi milost. V bistvu enkrat, ko napišeš zbirko, tudi vsa ta branja in pogovor, in tako sem na nek način posthumno življenje, v bistvu ta večji del, ki te najbolj zadevo je opravljena. Ampak ja, lahko jo prepoznam kot svojo in mislim, nima je sram, tako bom rekla, kar je že dosežek. Ja, že sem tako podtakala. Ne, se to je veliko vprašanje. To je meni oči, mislim, to mi je sicer za doktorat napisal, je rekel, da pač ne rabi biti nekaj genialnega. Sem tako, da pač, ko ga prebereš čez 10 let, da ti ni lih naroda. In se mi zdi, da če bi tako stvari delali, bi bilo kar okej. Iščem eno specifično pesem, ki sem jo že malo. V tej namreč je veliko ptic. Ja, to pa vedno A tisto, to je ta obsesija. Ja. Tam, kjer zletijo ven iz cerkve. To vem. V bistvu iščem eno, ki se točno spomnim tudi, kako je nastala. No, pa je zdaj ne bom najdla. No, pa bom mogoče res eno s ptico. Let ptice je razparal nebo, na zemljo se je usula pomlad. Ptice padajo z neba kot kamni, zarijo se v prsa žensk in najdejo ljubezen. No, potem je v bistvu veliko otrok v tej zbirki. To je neka zelo tudi nastajala iz enega otroškega, mislim, tako vidika, tako, ne vem, kako se vidi, ampak recimo, moja kolena so iz granita in soli, poleti dišijo. Ko smo bili otroci, smo rekli, kar je dano, je v zlato jamco zakopano. Vpili smo, sonce je močnejše od zemlje, sonce je močnejše od zemlje. Svojih obtovčenih kolen smo zlizali pesek. Potem smo gledali, kako se celijo v nič. Pa mogoče še eno. Če zariješ dlani globoko vase, bo iz njih zraslo drevo. Spomladi bo cvetelo. Na nežnih listih bo počivalo nebo. Čudovito. Kakšno vprašanje, kakšna misel? Če lahko. Hvala za to poezijo. Je res dotakljiva. Eno vprašanje slovenistično. Kaj ste omenjali avtorjev, bodi si filozof ali pa literator, so večinoma Angleži? A je med Slovenci bi našli koga, ki bi ga izbrali, da je kakorkoli na vas vplival ali da za misel ali vam je blizu, no? Ja, v bistvu, mislim, to je pa malo tudi družinska zgodba, pač jaz sem v bistvu, starši so priseljeni, skratka mama je Hrvatica, oče je tudi z Hrvaške, no, ampak je že druga generacija, skratka je Srb originalno bil, ne? Tako da reference, ki smo jih imeli doma, so bile večinoma evropske, oziroma potem z mojim študijem, ki je bil zelo anglosaksonsko naravnan, pa tudi neke afinitete sem imela že v bistvu zelo zgodaj. Mogoče povezano tudi s tem, da ko sem bila stara 6 let, smo za 1 leto šli v Kuvajt in sem tam hodila na angleško šolo
In v bistvu sem zelo zgodaj, verjetno prej, kot vsaj takrat, ne, se zdaj se bolj zgodaj začnejo učiti otroci, usvojila pač angleški jezik in so bile večina mojih referenc je potem se na to navezovala. Tako da je neka specifična zgodba, zakaj je tako. A ne? Seveda sem pač uživala tudi v branju slovenskih avtorjev, ampak bi težko rekla, da je to moj primarni horizont, ko berem tudi zdaj večinoma, tudi v smislu poezije. Recimo, vse sem jo prenesla s sabo. Recimo, zdaj se navdušujem nad Alice Oswald. Tako da v bistvu je zato tako. Ne vem pa, mislim, seveda je pa imela velik vpliv name, mogoče neformalno ali pa vsebinsko, pa mislim, da je bil bolj obojestranski, kot bo to mogoče bi tudi ona to rekla, seveda Barbara Koruna, ne? Ker ki je bila tudi ona spremno besedo napisala. Pa iz angleškega prostora veliko. Ja, in ona je napisala tudi spremno besedo k prvi zbirki in v bistvu prijateljujemo že, ja, pač še v srednji šoli me je učila in v bistvu od takrat naprej. Tako da veliko pogovor. Ja, je bila profesorica, ampak v bistvu me ni učila slovenščino, me je imela za izbirne vsebine. Imeli smo delavnico kreativnega pisanja. Tako da se poznamo od takrat, se poznava že od takrat naprej in tako da veliko vplivov ali pa informacij ali pa kakorkoli je mogoče skozi to poznanstvo oziroma prijateljstvo prišlo. Ne. Da bi pa kdo direktno vplival name, bi pa težko rekla. No. Mislim, bolj ne. Kar je, mislim... Ampak vendarle se nisi odločila zapisati v angleščini ali hrvaščini? Sem imela obdobje, ko sem pisala in v hrvaščini in v angleščini, me je pa za poezijo sem pa izključno vedno v slovenščini pisala, ker se mi zdi neverjetno bolj natančna. Mislim, lažje, ne vem zakaj je tako, ampak imam dejansko različne registre za različna branja, recimo Dostojevskega si ne predstavljam brati drugače kot v hrvaščini, medtem ko poezijo pa najraje berem v slovenščini in tudi recimo Virginia Woolf, ki sem jo prej omenila, pa seveda je absolutno z lahkoto berem v angleščini, ampak imam izjemno rada prevod od Rapeša k Svetilniku, ki se mi zdi neverjeten in ga vedno berem v slovenščini. Tako da ja, ne vem pa zakaj in kako so se te jeziki razporedili. S tem, da ko pišem prvi osnutki, ko nastajajo, so dostikrat je mešanica angleščine pa slovenščine in potem ko delam zadnjo verzijo, pač vse uredim v slovenščino. Wow. Ampak to ni... izkušnja. Ja. Tako se mi zdi, da ti mogoče tuj jezik omogoča, mislim tuja, ne, pač drug, da ti omogoča nek register, ki ga mogoče pač v tem primarnem jeziku nimaš. Ja, absolutno. Ja. Sej, to se lahko spomnimo na Majo Haderlap, ki pravi, da izpovedne te svoje proze ne bi mogla napisati v slovenščini, ker je preblizu. Ja. In da zaradi tega uporablja recimo potem nemščino. Ja. Tako da je, mislim, in to je bil vedno zame tudi problem. Oziroma, zdaj se mi je, da je to nek neskončno velik problem, da pač nekako ne pašem sem, da me bodo ljudje sodili, kakorkoli že. Tudi pač v akademski sferi, človek brez jezika, ne človek z dvema jezikoma ali pa tremi, ampak človek brez jezikov. Ne, jaz sem človek brez jezika. Ampak v resnici se mi pa zdi, da vpliva na to, pač glede na to, da sem odraščala s parimi jeziki in tudi angleščino sem se začela res 6 leti učiti, da nekako teži, bi zelo rada recimo, tako, kot si omenila, da je Semolič rekel, da nekaj ritmično začuti. To se mi zdi, da včasih se mi zdi ta poudarjena vizualnost mogoče tudi posledica tega. Sem v tem kontekstu že premišljala, da mogoče
Zato, ker ne moreš polno poseliti. Še ne zagrabiš jezik, ampak predhaja podoba. Včasih se sprašujem, kako bi bilo tudi tako, ko bi bilo drugače. Ja, bi še nekaj vprašala. Doktorat iz srednjeveške mistike. Ja. Torej, kaj je bilo pri vas prej, srednji vek ali mistika? Kako se je to združilo, na kakšen način vpliva pa absolutno, kolikor slišim na to, kar pišete? Odkje je to zanimanje? Odkje je to zanimanje, ja. Torej, a je najprej bilo zanimanje za srednji vek ali je bilo najprej zanimanje za mistiko? Ja, zanimiv srednji vek me zelo dolgo absolutno ni zanimal. Prej me je zanimala antika in se mi zdel srednji vek izrazito nezanimiv. Potem, tako da z tega stališča bi lahko rekli najprej mistika, ampak potem sem v času študija se je to malo spremenilo. Če ne drugega, je v srednjem veku tako preobilje nekih res bizarnih, pa tudi bogatih podob. Mislim, to je tako neverjeten, čisto vizualno, tako obdobje, da je težko ne biti impresioniran. Sem pa v času študija potem se pač seznanila z delom Julijane iz Norviča, ki je prva pisala recimo v neki različici v Middle English, ampak sodobne angleščine, skratka, prva ženska. In se mi je zelo dopadlo njeno delo, verjetno, mislim, pač seveda razlogov je milijon, ampak tega pač nikoli ne govorim, ampak verjetno je bila tudi neka uteha o tem, ker ona je izrazito mila oseba in mila pisateljica, in v bistvu njen velik problem je bil, kako razrešiti vprašanje tega, da ni videla pekla. Za razliko, mislim, ki znajo biti zelo grafični, te kakšni srednjeveški opisi, da je v bistvu imela nekega zelo milostnega Boga in njena znamenita stavek iz te knjige je all shall be well, and all shall be well. Ja, tako da si predstavljam, da je verjetno to tudi kakšen bil nek psihološki moment, ampak ja. Težko pa to so stvari, ki so v bistvu že kar daleč, tako da težko rečem, kaj je bilo prej, tudi težko rečem, kam se je izgubil, tako. Se je izgostilo, Ja, no, sej, hočem reči točno to, kakor sem prej rekla, se mi zdi, da je nekako presnovljeno oziroma del mene, tako da težko o tem govorim kot No, prej smo malo slišali, da se nekaj novega že tudi snuje. Ja, to pa bomo videli, kako bo šlo, ker iščem, mislim, jaz zdaj, koliko 2 leti živim na Krasu. Ne bo 18 let, skratka. Ne, upam, da ne bo 18 let, čeprav po drugi strani pa nisem od tistih, ki zelo hitro pišejo. Oziroma ne, enkrat, ko začnem pisati, lahko hitro napišem, ampak ta proces, da pridem do te točke, pa traja nekaj časa. In se mi zdi, da nisem še tam. Želim pa pisati, živim v Koprivi na Krasu in mi smo dolinci, jaz živim v spodnjem delu vasi, in tak čudovit pogled na cerkev in potem je tukaj ena taka dolina in pač o tem pišemo, o tistih pticah, ki jih imamo to še vedno. Mislim, zato, ker v bistvu je neverjetno, koliko čustveno na to začneš reagirati, ker prvo leto so bili hudourniki, so bile lastovke, je bila tako drama, si lahko vsak dan to gledal. Potem jih prejšnji let ni bilo, pač niso prišli. Z tega razloga je bilo slabo leto za migracije ali kakorkoli že. In se počutiš res tako malo, angliži imajo tako čudovito besedo bereft, tako prikrajšan. Ja, ampak prikrajšan ni čista, tako ima to konotacijo nekega obupa oziroma žalovanja zraven. Ja, in letos so spet prišli. Tako. Nisem pa še čist... Ja, gotovo je v delu, ne vem, pač bomo videli, kako bo šlo. Josi Posti se je tudi preselil na Kras. Ja. Tako da.
Pa če se nisem tako zavestna v tem smislu, da bom pa ptica opazovala, bilo je bolj tako, je bila posledica nekih pač osebnih okoliščin. Skratka, iz urbanega okolja. Ja. V bistvu, ko si prej omenila kužka, imela sem, zdaj imam tudi psa in moja prejšnja psica sem bila izjemno navezana na njo. In pa sem premišljala, takrat sem še stanovala v Ljubljani in sem skozi hodila na barje. In sem prišla, ne bilo bolj logično, namesto da skozi hodim iz mesta v naravo, a ne bilo bolj logično, da pač iz narave hodim v mesto, glede na to, da pač tudi delo mi do neke mere to omogoča, ker ne rabim biti nekje fizično 8 ur na dan. Mislim, takrat sem sicer še poučevala, ampak to ni nikoli v bistvu ni tako kot delo v pisarni, recimo, ali pa imaš pač urnik, kakršen imaš, ampak ne pomeni nujno, da si 5 dni na teden nekje. In v bistvu se mi je pač od tam naprej nekako odvrtel, samo da potem je ta problem, da kamorkoli greš iz Ljubljane, je že zelo tako malo tesnujoča, tako predstavljaš malo, mislim, se to karikiram, ampak tako bakle, pa taka, tako da je bilo, če bi morala iti na Primorsko, tam se mi zdi, mislim, prav iskala sem, pa se je pa itak tudi mama se je preselila v Izolo, oziroma zdaj živi v Kopru in je rekla, takrat je še delala v Valdoltri, je rekla, pa kaj pa če bi ti pogledala malo Kras, pa se ljudje vozijo Štjaka, pa tako pa je bilo tako, mislim, ni bilo nič tako, ni bila ta gentrifikacija v tem smislu, super, tako da je v bistvu bilo neko naključje, Krasno. Ja, smo zelo hvaležni za humus. Ja, ker mimogrede, zdaj sem se spomnila, tega je tudi kar dosti. Saj skoraj se mi zdi, da bi lahko bila malo v poeziji, mogoče, a je tukaj na Kosovela tudi. Ja, ti si je referenca na Kosovela. Mislim, ti si je referenca, eno zgodbo imam, ampak to je v bistvu, to je taka čudovita akademska razprava, se obstaja, smo imeli prevedeno, imenuje se zgodovina Dreka in se je en zelo resen zgodovinar odločil, da bo skozi metaforo, v bistvu stranišča, odnosa do izločkov oziroma iztrebkov, pač utemeljil razvoj oziroma kako se je formirala neka sodobna subjektivnost. In on trdi, da pač s tem, ko smo pač začeli skrbeti, ko smo nehali metati kahlo na ulico, pa začeli organizirano zbirati. In seveda to ima celo neko zgodovinsko podlago, ampak super knjiga, res tako v bistvu. Jaz sem imela še tako, jaz sem imela angleško izdajo, ki je tako še tako lepo, ki je tako kaškolka, potem je pa tako žametno okolje, tako res še... je pa tudi seveda referenca na Kosovela, pa na Paracelsusa, ki je rekel, da življenje, da je tako pravijo, da je ob nastopu učiteljevanja na univerzi, da je prinesel skled od Dreka in da je rekel, da to je življenje. To je tako da... No, tako. Nič, pa mogoče smo blizu konca in karikature. Tako da očitno smeh je prava stvar. In podoba, Tako da to je pa zdaj še združeno, v podobi. Jaz ga povedati, kot mi je bilo naročeno. Naša karikaturistka je oseba, ki na zelo svoj način povezuje stvari. Italijanka je pa Koprčanka, ona mi je da je vse jasna, potem, slovensko potem, in Italijana je tempo, kar pomeni potem je po italijansko čas, torej zvočna prenesenka je povezana. In tako je pri nas pravzaprav dolgo iskala povezljivosti in se odločila, da je pravzaprav zlata obroba tisto, kar je najbolj spominja na vas. Seveda, k temu je dala 2 osebi, ki so prepoznali, in 3 mesta, ki so živeli. Ja, najlepša hvala.
To je bilo za danes vse. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.